pa zakaj sem jaz 10 let tole delala, pa zakaj sem jaz 10 let sanjala. Prav smešno je to, a ne? Kak človek neki nosi vse, pa ne ve. Pa ne ve in minejo leta, ne moreš verjeti. Za mene recimo so majstri res majstri. Ne morem jaz od njega pričakovati, da on enako vidi stvari kot jaz. Ne more on enako čutiti kot jaz. Jaz sem še vedno mnenja, da pač narava to sama oblikuje. A veš, jaz sam dobim tisti predmet kot nek dar, bi rekla, in pol ga sam očistim. In njega ni bilo z delavnice, ne vem, sam slišal se bzzz, šele ko ti živiš z njo, ko tebe neki, ne vem, neki ti steče po telesu, ena taka energija, jaz bi rekla, kar toplota, ali je to mraz, ali so to... Ne. Ja, se to. Mislim, ko si otrok, se ti marsikaj zgodi, ne? Itak pa sem se še nekaj zmotla vmes, pogledala proti staršem in roko na usta, so vsi videli, da sem se zmotla. Mama, mislim, da je takrat nekaj zamudila, ali ne vem, ali celo ni bilo, to še moram vprašati, ampak pač, ja, to je vse botrovalo temu, no. Ja, se to javno nastopanje, pa take stvari pred množico imamo vsi malo strah, ne, se tudi jaz imam, veš, tak, sem dostkrat imel te neke pomisleke, ne, a veš, kak bo vse to skup zvenelo, ali bo dost vredo, ali ne bo vredo, ne, to so tiste pričakovanja družbe do nas, Ja. kak bi se mogel vesti, pa kak bi mogel se obnašati, ne, in pa kar malo pozabiš do si, ne. Ti si v bistvu glasbena šola, umetnica že bila od otroštva? Ja, ne vem zdaj točno, ali so me v 7 leti upisali klavirju, v glavnem, tam sem delala 6 let klavir, potem sem pa nekako, pač skozi sem ga igrala vmes, ne, nekako se je pojavila priložnost, da bi jaz to prek ene privat glasbene šole poučevala in ja, sem dobila pač to priložnost in moram reči prek študenta, moram reči, da je bilo pač super leta so bila, no. Pač otroci, pač učenci so mi dajali zelo veliko energije, tako da takrat so bili eni taki lepi časi zame, no. Ampak hkrati, ker sem pač študirala ekonomijo, sem nekako skozi upala na tist poklic, ko se mu reče prav poklica, ne, ko imaš pač redno zaposlitev in jaz nekako, mislim, da z 31 potem začela delati v aviaciji, v enem podjetju, oziroma to je organizacija, pač servis poslovnih letal, no. Prej smo bili v Preboldu, smo imeli sedež, zdaj ga imamo pač na Brniku, tako da. Ja. Ja. In sem še vedno tam. Ja, se prav, pač vsak ima svoje pot, ne. Življenje te marskem zapelje, ne. V bistvu ti si bila ful dobra v klavirju, ne. V bistvu ti je bilo zelo dobro šlo, no. Ja, moram reči, da takrat, ko sem poučevala, da takrat sem šele, se mi zdi, da zaživela v tem, no. Se mi zdi, ko sem začela to znanje podajati, takrat se mi je zdelo še bolj pomembno to, kak je fajn dejansko, da nekaj znaš, pa tudi nekaj takega, kar te veseli, ne, kar je pač, kak bi rekla, jaz bi rekla temu pač, da nekako izživljaš svoja čustva na kakršenkoli način, ali si žalosten, pa greš lahko igrat, pa te razvedri, ali si vesel, pa greš nekaj zaigrati, ali v glavnem zelo rada sem igrala sama, no. Pač vem, meni je ati prav plačeval, da sem igrala tiste domače, pač venčke njihove, a ne, mi gor dal pač, ne vem, $20, pač ne vem, pač neki denar, v glavnem, da sem jaz potem zaigrala to za druge, a ne, ker dejansko ne vem, a je bilo to zaradi treme ali kaj, ampak nisem želela izpostavljati mogoče niti tistih čustev, ki sem jih imela vse, pa ne, ker pač takrat, ko nekaj zase delaš, pač delaš zase, ne, za svoje čustva, za svoja hotenja, želenja, herpenenja, karkoli. Pa ti je v bistvu glasba veliko pomenila takrat? Mislim pač klavir, recimo tak, ti je bil v bistvu naravni passion, tak, ali kako si recimo to odkrila, no? V bistvu, jaz bi kar povedala po pravici, da po moje je imela mama tu dosti besede, ne. Mami so bili po moje všeč taki, ne vem, mogoče kak balet ali pa klavir ali pa recimo umetnostno drsanje, to vem, da je nekako, ker ravno iz tega ven, ne. Mislim, nisem jaz kot otrok, recimo, ne vem, pri 5 letih pač tolkla po nekih klaviaturah ali kaj jaz vem, s prsti, da bi se nekako videlo, to pa skoraj da Mozart, to pa moramo pisati, ne. To sploh ne je daleč od tega. Pač potem se je to razvijalo, jaz še vedno mislim, da
človek v bistvu sploh ne ve od začetka, kaj je, kaj so njegova najgloblja hotenja. Potem pa, ko se pač nekako opredeli, mal tja, mal sem, in potem vidi, aha, jaz sem pa tu, meni je pa to všeč, ali pa pač na tak način, no. Na tak način sem videla nekako, da pač, ja, me to vodi tudi v neko še vedno pozitivo, ne. Pač, konec koncev. No, ker recimo glasba sama po sebi, ne, je tak sproščujoča umetnost, ne. A veš, se pravi, v bistvu lahko sebe izražaš na različne načine, ne. Lahko se ekspresiraš, lahko treniraš nekaj, ne, se pravi, ponavljaš, ne, se pravi, da verziraš svoje sposobnosti, ne. Ampak na neki točki, ne, pa pol začutiš, ne, a je to ta pot, ko si jo res želiš, pa kako dolgo vztrajaš, pa tak, ne. V bistvu mi je simpatično pri tebi to, ne, da dejansko si šla v bistvu iz tega nekega dobrega znanja, pač samo expression, recimo, ne, si šla potem poučevati naprej, ne. In mi je v bistvu to, ne, zakaj si se pa recimo odločila, recimo tako, da bi v bistvu pač to umetnost, ki si se jo naučila, ne, šla potem v glasbeno smer, pa potem poučevati naprej znanja, ne. Jaz mislim, da je bilo to zato, ker sem tudi nekako imela eno tako željo po eno tako pedagoško žilico sem čutila osebno. Moja mama je vzgojiteljica in nekako pač mogoče gre to malo iz roda v rod, no. Ene take malenkosti glede kaj se vem, no. Jaz mislim, da je bilo to, no, da sem pač imela to vse, da hočem predati neko znanje, ne. Po moje je bilo to pač prioriteta, no. Po moje, no. Ampak če je pa to glasba, je pa to še boljša, ne. No, in na tak način se je potem začelo. V bistvu je bilo pa to čisto zelo je bilo nekako čisto slučajno, ko me je pač en prijatelj poklical, pač da ne bo mogel več poučevati klavirja in če bi lahko jaz prevzela to vlogo, in sem pač takrat prevzela. In potem se je pač zavleklo, a ne, jaz sem še študirala, vmes sem neka druga dela še opravljala in potem sem rekla, ja, seveda, zakaj pa ne. No, in pol se je iz tega razvil pač kaj se vem, kar 10 let je trajalo to pol na koncu, no. V glavnem mest, ko sem pa delala tisti faks in ker sem imela tudi pač rada poučevanje, tak in tak, sem pol nekako še naredila izpite za učitelja na srednji šoli, sem se še tam nekako preizkusila, sem tam naredila še pač prakso na komercialni srednji šoli v Velenju, joj. Se ne bom zdaj zlagala, ker malo sem že tudi pozabila, ne, nisem več toliko mlada. Mislim, je kar daleč od tistega, ne. V glavnem, tisto je bilo zelo fajn in sem se trudila in sem se hotela nekako, sem priti v šolstvo. Ampak pol vmes, ko sem jaz prošnje pošiljala, pač za ekonomijo, kar naenkrat sem se znašla v tisti pisarni noter v aviaciji in tam noter sem še zdaj in se mi zdi, ko sem povezovala to ekonomijo, ker vmes sem tudi odprla svojo glasbeno šolo, sem dala naslov glasbena šola Špil in takrat sem tudi imela nekaj svojih učencev, to je bilo mislim na kako leto, zelo kratko obdobje, ampak dejansko sem nekako to, kaj se vem, se mi zdi, da se je zelo dalo združevati podjetništvo, pa pač recimo poučevanje glasbe, kaj pa jaz vem, ko pač se veš, se stvari povezujejo, ne. Skratka, ja, to je bilo to. Jaz se, ker v bistvu zmeraj gre, mislim, veliko stvari ti v življenju pride tako, ne, morda narediš en tak ovinek, ne? Ja, V življenju, ne? ja. In kar si Ja. premarila tukaj noter vmes, ne? Se v bistvu vsake toliko cajta si malo zavila, ne? Najbolj smešno je, ker danes recimo pri tej starosti si vedno rečem, pa zakaj sem jaz 10 let tole delala, pa zakaj sem jaz 10 let sanjala o tem, kar delam danes, recimo izdelujem ta svoja svetila, ne, iz naravnih materialov. Si vedno mislim, 10 let ali pa 15 let je šlo v luft, ko smo pač po gostilnah sedeli, pa sem pač sanjala recimo o tem, pa razlagala, pa vse svoje želje dala gor na mizo, no, zdaj se pa o tem pogovarjamo. In cela gostilna oziroma vsi, ko smo bili pač prisotni, smo se pač na koncu pogovarjali samo o teh mojih lučeh in vsi so mi začeli svetovati, a jaz bi to, jaz bi ovo. In dejansko je minilo 15 let, no. In prav smešno je to, a ne, kako človek nekaj nosi v sebi, pa ne ve. Pa ne ve in minejo leta, ne moreš verjeti. Ampak da bi se preforsiral, kako? Kaj zdaj, a bo šel do vedoževalke pa spraševal, kaj bo z mano jutri, dajte mi povedati, a bom jaz to? Ja,
lej ne moreš, kakorkoli bi te ona povedala, vse je tako relativno ravno z tega vidika, ker se stvari poklopijo, pač neka faza se zdaj začne, neka potem, neka se sploh nikoli in vse moraš dejansko sprejemati, no, tako bi jaz rekla. No, zato sem navezal na to, ker v bistvu umetnost sama po sebi je v bistvu nekaj, kar nosiš v sebi not, ne? In recimo, če se je to na začetku izražalo preko glasbe, ne? Pa potem v bistvu skozi različne poti, ne? Imaš zdaj v bistvu luči, ki iz naravnih materialov, ne? Pa vse to, ne? Ki je v bistvu en tvoj ful velik passion, ne? V bistvu mi dva smo sicer začela s klavirjem, pa to ne, ampak sem želel v bistvu navezati zaradi tega, ker je to tudi ena umetnost, ne? Ker tudi tako, kot je glasba umetnost, ne? Je tudi v bistvu izdelovati neke produkte, pa neke stvari iz naravnih materialov ali pa recimo videti neko vizijo nečesa, ko recimo prej nikoli ni obstajala, ne? In pol kar naenkrat začne obstajati, ne? In v bistvu mi je ful zanimiv ta proces mindseta, ne? Kako si recimo ti v mladosti delovala, ne? Da si v bistvu razvijala ta skill, ne? Da si upala iti na to pot, ne? Da ti danes recimo to prinaša nek tak, kako bi rekel, sposobnost videti nekaj, kar nekdo drug ne, recimo. Ja, to pa mislim, da botruje malo smisel za estetiko, no. Ne bom rekla, sem glih biser v tem, ampak se mi zdi, da sem nekako pri enih 23 letih ali pa pred 22, ko smo si z bivšim možem, torej očetom Eve, pač nekako, takrat, ko smo začela graditi svoj fletek, sem jaz opazila, da me zelo moti, ker pač ne morem dobiti neke take luči, da bi meni res ustrezala pač v stanovanju. In takrat vem, da sem našla eno zajčjo mrežo in sem sicer zajčje mreže naredila tisto prvo lučko svojo in blazno mi je bilo všeč, kako ta svetloba pada pač iz tiste mreže ven, pač v bistvu me je najbolj navduševalo to pronicanje svetlobe skozi ta naravni material, ne, kako se to obnaša, pač naravne oblike, se pravi organske oblike pa to. No in takrat sem naredila svojo prvo in vmes sem pa tudi eno, ne vem, kar začela restavrirati kako omaro, pač pa urejala sem stanovanje, pač celotno stanovanje sama. Bilo je pa takrat velik problem, ker tu pri nas v Sloveniji je bilo strašno težko dobiti, to je bilo recimo okrog 25 let nazaj, 20-15. Težko je dobiti stvari, naprimer, ne vem, ploščice, take, ko si jih pač hotel, zavese, ne vem kaj. V glavnem, potem sem pa začela po svojih materialih tam brskati, pač kaj imam, in me je strašno to navdušilo, da zdaj pa imam jaz luč, ko mi ustreza, ne. In pol seveda dolga leta vmes, spet ta sanjarjenja, ko sem že prej rekla, jaz bi, pa ne vem kak, a ne. In spet sem šla v gostilno, spet smo se nekako pogovarjali, spet sem sanjala o tem, veliko sem imela doma revij, včasih še bile te revije, kak je že bila, Joya, pa Casa, pa zdajle se sploh ne spomnim, saj ni važno. V glavnem, ni bilo še toliko tega, ni bil niti Pinterest, mislim, zaradi to razlagam, kot bila 100 let stara, sem dejansko, to nazaj pač tega ni bilo, ne. Nisi mogel videti pač pravzaprav nič nisi mogel videti, ne. Lahko si sam iz kakih revij, no. Pa še to je bilo v kakih trafikah, pa tudi ne povsod, tako da. No, tam sem jaz pol ideje ven vlekla, največ iz francoske revije, upam, da si mi posvetilo, kako se reče, ker je res fajna revija. V glavnem, no, pol je bilo pa kar, pač naenkrat sem bila stara 40 let. In takrat se je nekako, bam, vse odprlo, pač. Ko smo si pač s tem partnerjem, ko smo zdaj, s Primožem, začela ustvarjati, pač eno hiško je dobil on v dar, podedoval, in smo si iz tiste stare hiške, hiška je res zelo stara, tako taka vinska klet je bila v bistvu, in smo si takrat naredila ven pač za živeti. Prvo smo mislili, itak, da bo delavnica, ker smo pač oba dva živela s to idejo, da bi imela enkrat delavnico, ne. Drug za drugega smo bolj malo vedela, no, da si pač to želimo, ampak nekako smo začela v tem duhu, da bi bila to pa le delavnica, in smo začela, seveda je pač streha je bila, pač vse je premakalo, smo imela kar sklede spod postavljene,
to, da smo mašine zavarovala, veš, sploh ni bilo varno, zdaj kje spima, kak spima. Pač sam, da so tiste mašine najne, v glavnem na suhem, ne. No in tako se je pol začel, super je bilo res, najboljša leta, pač vse se je razvijalo tam, bila je na začetku ena ogromna soba, ogromna pač 30 kvadratov komi, ampak dejansko je bilo vse tam na tistem prostoru, ne. Mize, imela smo prvo kladivo, pač prve klešče, se spomnim, kakve so bile, še zdaj jih pogrešam, nekje so se zgubile, ampak takih klešč danes ne moreš nikjer več dobiti, prisežem. V glavnem, imela smo vse, prijatelji so gar hodili, tu pa tam je kjer kaj pomagal, kaj poprimo, kdo. In ja, tako se je začelo pol odvijati in jaz vedno sem se malo umaknila in hitro začela malo kaj po svoje delati, nek svoj projekt sem vodila, tako, kako bi rekel, mimogrede, skozi vzporedno, ne, kar smo pač midva morala delati pa narediti za preživetje v tisti hiši, ne, sem pač mimogrede še vedno nekaj ustvarila tam za sebe. In no, pa so se začeli pač postavljati ti izdelki, eni kipci tam v sobi in pač vedno znova, ko sem jih gledala, pa malo premikala, pa so dobivali tiste svoje prave podobe, pa neke, ne vem, vsakič sem videla nekaj drugega, oziroma sem nekaj spet videla, nekaj novega, nekaj pač edinstvenega, se pač iz tega si še bolj nekako, se mi zdi, da neka euforija rastla ali pa neko prepričanje, a ne, v svoje, to je pa to. In vedno znova pač neke potrditve, to je pa to. Pa še nisem dobila nobenih znakov od odzunaj, recimo, to je pa to, ali pa to je pa super, ker itak jaz še takrat nisem nič devala, pač naprej. Ampak v bistvu, tista zajčja lučka, ne, ko je bila narejena, ne, kak je recimo ta ideja nastala, ne, se pravi, v bistvu, kak je bil proces, ne, ker recimo tu lahko rečeš, lahko mogoče se začne zgodba nekaj razvijati, ko sam nekaj narediš, ne. Ja, v bistvu, zdajle, ko si me to vprašal, sem se najbolj spomnila tega, ker so pač sosedi včasih prišli na obisk, pa je kdo kaj pogledal, pa rekel, kaj pa ti delaš, a veš, in pač najbolj smešno je bilo to, ker jaz pravzaprav nikoli nisem imela koncepta pripravljenega naprej, ne, in še zdaj ga nimam. Pač, jaz sem še vedno mnenja, da pač narava to sama oblikuje, a veš, jaz sam dobim tisti predmet kot nek dar, bi rekla, in pol ga sam očistim, a veš, skoraj da bi rekla, jaz ga sam malo očistim, da je pol, in pol dejansko kar sam oživi, a ne, in pol vsi pogledajo pa reče, to je pa to, a to je pa slon, a to bi pa lahko bila koza, na primer, a veš, in pol se začnejo pač, kako bi rekla, oblike se začnejo dobivati en jaz, ne vem, no, v tem stilu. No, in tista, ja, zajčja mreža, tisto je bilo prav smešno, ker je še takrat, že takrat sem malo študirala, kako bo zdaj to šlo z elektriko skupaj, pa železo, pa to, malo mi je bilo zoprno to, ne. Nisem pa hotela, veš, tisto, da bi me zdaj nekdo uničil, ko rekel, pa ti nimaš pojma zdaj o elektriki, kaj se zdaj tule greš, ampak jaz sem kar ustvarjala pač v tem stilu, nekako bo že prišlo tisto znanje z elektriko, ne, se pravi, železna, v bistvu kletka, ne, pa elektrika, kako bo zdaj to, zdaj bo ona luč prižgala, zdaj sem se stalno bala, ko bo Eva v sobi luč prižgala, a bo tole kaj, ne, kaj počlo, a lahko to koga ubije, a veš, v končni fazi, ne. Ne, v bistvu jaz sem bolj šla v ta umetniški koncept, ali kako bi rekla, čisto abstraktno sem razmišljala, kako bi rekla, ne. Se pravi, ves material si našla, skupaj sestavila, Ja, pa začela kar v sem bistvu imela sestavljati. doma in naredila so se take pentljice, saj še imam nekje na sliki, iz takih pentljic sem potem naredila, prvo sem naredila en tak kolut okrogu, tiste mreže, takole, sploh ni bil širok, nekako 20 centimetrov, pa sem pa naredila ene take vozelčke, pa mašnice, pa vse skupaj je nekako tako, ful lepo je spadlo, no. Skratka, pa luč je fajn svetla, še zdaj jo ima v sobi v bistvu, no. A res? Prav še funkcionalna je bila zraven, ne. To je bilo najbolj smešno, ja, to je to. Ja, sem pač, v bistvu zmerno se vsa taka zgodba, pa taka ideja, ne, se zmerno začne nekje, ne. In potem ta Ja. proces, a ne, ki se dogaja vmes, a ne. Sej, recimo, ko si prej omenila gostilne, a ne, da se tam pač velik idej se rodi v gostilni, ne, čisto Ja. realno povedano, a ne. Zdaj, recimo, kak je pa recimo tvoj miselni proces, ne, se pravi, da recimo je šel potem
po tej zajči lučki, a ne, jo bomo poimenovala zajčja lučka, ne. Ja. Je minilo koliko časa potem, da recimo nisi nobene luči izdelala? Ne vem, recimo 23 let, nekaj takega. Pa si skozi malo po malem razmišljala o tem, pa so ti bile recimo take stvari všeč, hodila po razstavah recimo, ti je bilo to? Jaz mislim, da poanta je največja v tem, da takrat, ko ti zabredeš prav v en poklic ali pa eno, kako bi rekla, jaz sem pol tam nekako bila bolj ambiciozna pri svojem delu, no, dejansko to, kar sem upravljala, se pravi delo administratorja v aviaciji. Nekako jaz sem se zelo upela pol v tisto branžo. Ne vem, šla sem potem tu delati izpit za carinske postopke, strašno me je zanimala carina, ne? Ker se pravim, usporedno je bila stalno ekonomija, tisto, kar mi je tudi dišal. In pol nekako, se veš, pa plača pride, pa sem pa tja, pa popoldne je bilo treba veliko delati. Nekako takrat, ko si malo mlajš, se mi zdi, da si kar fejst ambiciozno, kar se službe tiče, prav službe, ne? Tisto, ko se reče reden poklic, ne? Da se nekako odmakneš malo od teh stvari, ko jaz bi rekla, da takrat je človek težko ustvarjalen, ne? Jaz bi rekla, da ustvarjalno se začne takrat. Kaj? Ja. Daj se kaj. To sploh ni, ne vem. Kar začne se. Mogoče takrat, ko si bolj sproščen v neki svoji karieri, da mogoče takrat, ko priješ do neke točke, da si sposoben brez nekih trudov, ali pa, veš, to mislim, no. Pa takrat sem še fakse sem kar drug za drugim delala, sploh ne vem, kam je bilo, pač strašno sem bila, ne vem, zanimalo me je tudi marsikaj, pa sem pa kar tako, da sem pa na koncu magistrirala, ampak se dejansko magistrica, sploh ne vem, nikoli si niti nisem tega rekla, na primer, a ne. Res sem bila mogoče bolj tu, ne, rada sem urejala stanovanja, rada sem komu kaj svetovala, kaj si ne da noter, nikoli nisem pametvala, to moram res priznati, ampak pri sebi sem pa res vse, kar je v mojem stanovanju, kar je v moji hiši zdaj, kar je bilo prej v mojih fletih, ko sem bila še podnajemnica, ko sem, ne vem, pač kjerkoli živela, je bila tu noter samo moja roka, no, pač najraž sem imela tisto svoje, ker pač nekako, ne vem, ali nisem bila zadovoljna, kar je bilo za dobiti, ali tudi ni bilo, ali pač imela sem tisto najraž, tam noter si ti, a ne, tam noter ti živiš. Ja. Jaz se ga tako se začne rojevati, ne. Kdaj si pa recimo tako bolj zaznala, ko si omenila, ne, da ko sta v bistvu začela urejati to hiško, ne, da si takrat recimo zaznala, da bi to lahko dejansko bilo to, ne. Ampak a si že to kaj prej, preden sta se vselila, si že prej v bistvu to zdelala recimo na teh lučeh, mogoče materiale zbirala, pa si mogoče kaj probvala, ali pa kaj tazga, ali si šele tam začela v bistvu ja, sem. Ja, sem imela recimo ja, v bistvu pri enih 2 prijateljih sem v delavnici sem delala. To je bil tudi en naš prijatelj, ne. Ja, pa nekako veš, kaj je bil problem? Problem je bil, ko sem jaz, tale mizica se maje, sorry, ampak problem je bil pri tem, v bistvu ne, ni problema, to sploh res ni problema, ne, ker obstajajo mojstri, pa tehniki, na primer, in obstajajo taki umetniki. Ne vem, jaz teh opredelitev nikoli nisem itak marala, zdaj, da bi rekel, ti si umetnik, ti si ta, vsak ima nekaj poveč, a ne, in na koncu pač en skupek, ampak ponavadi je tek, no, da se malo se etiketiramo, na primer. Za mene recimo so majstri res majstri, a ne, ampak oni spet drugače gledajo na neke stvari. Imela sem strašno lepe prigode, pa strašno smešne, pa zelo tudi žalostne, mislim, vsaj za mene žalostne, ker pač na koncu, ko sem spoznala, da dejansko je tist majster, bo še vedno majster, ne morem jaz od njega pričakovati, da on enako vidi stvari kot jaz. Ne more on enako čutiti kot jaz. Jaz njemu dam nekaj za narediti, jaz določeno moram točno povedati, kak bi naredil, ne. Ker on ne vidi enostavno stvari kot jaz. Ne morem zdaj reči, da pač nima smisla za estetiko.
bog ne daj, sploh ne. Ampak drugače jih vidi, on vidi stvari bolj iz funkcionalnega vidika, ne, se pravi, kako je bilo to svetlo, kako bo to stalo, ne, in potem se spet začne tista fizika, ko je pač, jaz jo seveda ne zanemarjam, sploh ne, ampak to sem jaz pridobila bolj z leti. Nekako ko majstru je pa že to v prvem trenutku jasno. Ne jasno, to pač ne bo svetlo, ali pa to pač ne bo stalo, a ne. In tu smo se začeli tudi kregati, seveda, ker jaz sem trmarila na vse pretege, to bo, to sigurno bo, to more biti, in potem jaz, ko še nekako imam tudi to slabost, da ne znam niti narisati, pač predstavljam si, jaz vidim noro sliko, ne vem, kako to, ampak nisem bila slaba v likovni vzgoji, v osnovni šoli že, ampak jaz ne morem narisati. Pač, in pol okol, ne vem, na kak način jaz pol nekako, jaz to orisati pa znam, evo, orisati pa znam. In nekako smo nekako pač s parimi kar nekako prišli skupaj, tako da se je ustvarilo kar nekaj idej, z nekom tudi sem ustvarila kar veliko lepih svetil, ki je pol pač zaradi svojih razlogov, pač da se ne bo več s tem ukvarjal, nekako šel iz tega ven, ampak mi je bilo fej žal. Ful mi je bilo žal. Se spomnim, sem strašno težko to prebolela, ker nekako sem bila pol kar naenkrat v krčih, se mi je zdelo, da ničesar več ne znam. Meni se je zdelo, da meni, ne vem, kar roka manjka pa noga, ker on je bil moj, kako bi rekel, ja pa ne, v bistvu, v končni fazi, ne, ker jaz kot umetnik ali pa kot nek zasanjač, se mi kar vse zdi, pa sanjam, pa, a veš, nekako vedno malo z dvema nogama mičken pač nad tlemi, a ne. Da se mi pa zdi, kako to zdaj ni mogoče, no, a veš, in mogla bi vedeti, ne, veliko stvari se pač ne da, a ne, ali pa jih je zelo pač se ne da, konc. Se kaže recimo to sodelovanje, a ne, med inženirji pa med umetniki, ne? Recimo včasih tudi, mislim, moraš se naučiti komunicirati na prav način, pa poslušati, pa razumeti, ne? In je tu v bistvu doskrat so ti neki kompromisi, ki jih je pač treba sprejeti, ne? Zdaj pa kdo sprejema več kompromisov, ne? To je v bistvu to je ekipa, ne? Tim, ki dansko mora dihati v nekem sožitju, ne? Se pravi, da se umetnost, recimo zdaj, če se pogovarjamo o umetnosti, ne? Luči ali pa ne vem, kakršnikoli drugih artiklov, ne? Včasih ima mogoče bolj prednost umetnost, ne? Izgled, ne? Ko pa v bistvu potem sama fizika ali pa recimo to, ne? Je res, da so določene stvari nemogoče izvesti, ne? Ampak z dovolj dobro potrpežljivostjo pa tako naprej, ne? Je pa to možno, ne? Ali pa mogoče prilagoditvijo nečesa pa tako naprej, ne? Tako da, a misliš, da mora biti inženir tudi neke vrste umetnik, ali mislim, je fajn, če je? Jaz mislim... Ali pa mojster, ne? Če bi saj mogoče imel to vse, da bi vedel, katere barve pašejo skupaj, bi že bilo zelo veliko, po moje, no. Po moje, ne vem. Sploh ne vem, tako se mi zdi nefer, da bi govorila o pač o nekih drugih tipih ljudi, na primer o majstrih. To so, za mene so to globokega spoštovanja, jaz jih globoko spoštujem. To je neverjetno. To, koliko oni to takoj ali znajo zrisati, ali stvar vidijo, ali znajo tudi takoj narediti, zašvasati, se pravi zvariti, ne. Vse to gre nekako skupaj, klapa. Ko jaz pa sam na široko pogledam, pa ne morem verjeti, ne. Še jaz si nisem tako zamislila dejansko, kakor pol izpade. Najbolj se spomnim, najbolj mi je ena zgodba ostala v spominu, ker sem uletela za eno idejo, dolgo se mi je valjalo, pač tam neko požgano, en bi rekel, da je drvo, no, pač za mene ni bilo en tak kolut, ogromno, pa težek, enega lesa, en dolg, ne vem, 2 leti sem ga sem pa tja predstavljala, nekako sem prišla na idejo, da bi to bilo gor na steni, tak ploščat je bil, tako 20 centimetrov globine, sem mislila, da to bilo pa super na steni, in ja, jaz bi imela neke roke, se pravi 2 roke, kako to objemata, ne, tisto gmoto lesa, to je bilo zelo težko. In jaz sem to prav videla v živo in sem mislila, aha, to bojo pa prav nohti, prav moglo bi biti pač tip, se pravi zvarjeno železo, ne, kako objema to, se pravi ta leseni del. Samo roke vidne, pa tist na steni.
Celo jaz to z idejo čist znorim, sama v sebi sem bila euforična, ko bi ne vem kaj požrla, pojedla, popila, v glavnem pijana obenem, svojo mislijo, to sem bila večkrat v življenju, pijana v svojih mislih, samo zaradi tega, ker pač se mi je zdelo, to bo pa wow. V glavnem jaz prijem pač do tega mojstra, si isto idejo, jaz bi pa to. In on se takle zamisli, gleda, veš, mojstri so pa tak, manj govorijo, pa ko naredijo. Mi pa ogromno tega ubesedinimo, kar pač nekaj razmišljamo, On sam razmišlja, pa gre delat. In njega ni bilo z delavnice, ne vem, sam slišal se, bzzz, sem pa tja, mašine, kadil se je, obupno. Mislim, da, ne vem, zdaj, da ne bom pretiravala ravno, ampak on je pač na eno roko se sredotočil, nekaj prstov je bilo izdelanih, a so bili vsi, to se zdaj ne spomne več. V glavnem, prišel je ven za na roko, pa take nohti, se pravi noht, pa še tile pač členki, so se prav videli, je bilo tisto, prav nerodno mi je bilo za svojo idejo, v bistvu pred svojo idejo mi je bilo nerodno, ker tisto, kar je nastal, je že bilo še daleč, mislim, daleč od tega naprej, kar sem si jaz sploh predstavljala. Tako da to mi je dalo, takrat sem bila pa čist pafna. In sem rekla, ne, tole pa ne moramo, to bo pa. In sem se takrat je bilo prvič, da sem se v bistvu kar malo skoraj. Ne moramo, v bistvu ti ni bilo všeč, ali je bilo v bistvu tako dober narejen, da... Nisem prav ponazorila, v bistvu je bilo tako top, vrhunsko. Okay, tako vrhunsko narejeno, še boljš, kot sem si jaz predstavljala, milijonkrat boljš. Pač, da sem se kar prvič, dejansko, kako bi rekla, skoraj malo ustrašila samo sebe, Ne vem, zdaj, to je zelo težko povedati, v določenih situacijah, ko človek vidi, koliko je dejansko sposoben, pa si nikdar ni mislil, da bi lahko s takimi idejami prišel na plan, pa ziher se že ta ideja, ki je pojavljala, to ni nobeno odkrivanje pač tople vode, sam pri sebi se ti pa zdi napredek, ali pa kaj jaz vem, vedno se ti zdi napredek pri sebi, v končni fazi ti stvari, kot jih drugi odobravajo, naprimer pa potrjujejo, še vedno ne vidiš toliko, kako bi rekel, merodajne ali pa na vrhuncu, Šele ko ti živiš z njo, ko tebe neki, ne vem, neki ti steče po telesu, ena taka energija, jaz bi rekla, kar toplota, ali je to mraz, ali so to pač mravljinci, pač neki steče skozi tebe, ko pogledaš eno svoje delo, naprimer, eno svojo idejo, ko se pač uresniči ali pa gre v nek proizvod. Pač takrat mi je bilo to, ampak, kar je pa sledilo za tem, sorry, jaz sem mogoče res predolga. Jaz mislim, da je to točno to point tega, kar se zdaj pogovarjamo. Skratka, pol je bilo pa to, sem se rekla, tole pa vrhunsko. To jaz si skoraj nisem upala govoriti, priznam, brez glasu sem bila, ker naenkrat sem rekla, tole pa. Zdaj pa to. In jaz sem začela itak v mislih razvijati ideje naprej, na kar me on ustavi, začne prav dobesedno plesati pred mano. Ne, to pa to ne bo šlo, pa ti si zmešana, a ti sploh veš, koliko je tule noter dela, pa ti veš, koliko se to kadi, pa ti veš, koliko je to brušenja, pa ti veš, pa ti to nastrelil, ne vem, milijardo enih negativnih, pač to ni šansa, Sem sam globoko zdihla, pa sem si mislila, pa ti človek, ti si, ne vem, ni mi jasno, da take sposobnosti, ko imaš v sebi, pa da ne bi tega delo. Ti si se že zdaj pokopal. To sem mislila pač. Ampak glej, on je imel svoje delo, svoje ambicije, svoje čist nekje druge. Ne moreš to sploh ne moreš. Ni šansno. Mislim, to je zmerom kohezija nekega prepletanja znanja pa vse skupine. To je, jaz mislim, da je bil zelo velik umetnik tudi on, Zelo. Je imel tudi to sposobnost, in če imaš sposobnost inženirstva ali pa si še zraven umetnik, potem lahko
tudi slišiš recimo nekega umetnika, ki mogoče ne zna nečesa vrisati, ne? Ampak ima pa idejo, ne? In ideja, v bistvu tu se pa začne, ne? Ker vsak človek ima recimo neko omejitev, ne? Lahko imaš dobre ideje, pa jih ne znaš izvesti, ne? Lahko izvedeš, pa nimaš dobrih idej, ne? Ne? In ima zmerom to neko kombinacijo, ne? In zmerom moraš živeti v neki koheziji, nekega komunikacije, pa nekih odnosov, pa nečesa, ne? In se moraš dostikrat slišati, ne? Ja, pa prilagajanje tudi. Ja. Kako sta pa recimo tako, recimo, kako sta pa začela? Ne? Zdaj recimo, če damo ta primer, no? Recimo, tak, glede na to, da je bil ta, recimo, verjetno bil za tebe to ful dobra izkušnja, ne? Tako veliko si se naučila. Ja, zelo veliko, ker me je tudi fejst kregal, zelo me je znal okregati vmes, naprimer, ne vem, zakaj si pa to šlampasta, to ne more zdaj tak stati, to sploh ne bo stalo, če tole nisi v redu zbrusila, tole moš tak pa tak, v glavnem fejst, tako da so bile tudi že skoraj solze vmesane. Sicer pol, ko sem tudi njegove stvari malo pregledvala, sem tudi itak mu takoj navrgla, da je tudi on šlampasta, ne, ker pač sem mogla malo sebe braniti, ker v končni fazi bi jaz lahko padla pod tisto, veš, tu je zelo tanka linija, ne, a sem šlampasta, ne, ali nisem več umetnik, ali nekako nisem sposobna tega, a veš, jaz bi se lahko zelo hitro opredelila kot, da se to meni ne gre, se je brez veze, se mi res ne gre, a veš, zelo pol je tisto hitro, če te nekdo pač skozi opozarja, to nisi v redu naredil, pa to, oziroma sankcionirane ali pa karane, a ne, večkrat doseže bolj negativen rezultat, se mi zdi. Kakor pa tisto, da te nekdo pohvali, jo, to pa vrhunsko, a ne. No, ja, začela v bistvu, tako pač enkrat je stekel en pogovor, nekje smo se spoznala pač na eni točki, v bistvu povezano bolj z muziko, ne. Nekje, ne vem, bil en party, glavnem, ja, smo se začela pogovarjati pač o lučeh in sem povedala pač, da sem zelo strastno nekako se podajam v to izdelavo svetila, ne, in mi je pač on navdušen povedal, da tudi on izdelal eno svojo stropno luč. Skratka, ja, tako se je začelo, ampak jaz sploh nisem imela pojma, kako on to vse nekako obvlada, pač varenje, bla, 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 bla. Ni važno. V glavnem, pač vse te stvari. Ja, pa smo pa kar nekako smo začeli pač sodelovati, smo bili gor pri nama, s tem v delavnici se je veliko začel, tam se je največ odvijal, ker tam gor so bile pač stvari. Mi dva mama, v bistvu, tako bi rekla, ne vem, nama se je že nabral pol cel Bauhaus stvari, naprimer, orodij, od različnih šarafov, pač vsega, no, po malem. Skratka, ogromno stvari, res najdeš danes. Sem zelo vesela, no, glede tega. Grem po nek šarafik, ne vem, ali je to milimeter, zdaj 2, 3, imam, a veš, in pač, ja, tako se je bolj začelo, no. Gor smo pač pol, ja, veliko ur preživeli v delavnici, veliko ur. Skratka, jaz sem šla noter sam skuhati. Ja, najbolj je bilo pa smešno pol to, ne, ker sem jaz še mogla kuhati vmes, ne. Poleg tistega, ker pač najbolj sem si želela tam zdaj nekaj ustvarjati, ker težko noter padeš, a veš, prideš džoba, se moraš zdaj preobleč v spet tiste cote, vse se tam spet prši, nekako spet 1 uro, 2 sem vedno rabila, da sem sploh nekako preklopila iz svojega džoba pa pol na tisto umetničenje tam noter v tisti delavnici. Skratka, tam sem jaz potem itak sem mogla skakati v kuhno zraven, ne, in na eni točki vem, da smo se neki celo tak mal rahel skregali glede tega, pač, da niti ne znam niti skuhati v redu, ne, pač, da skozi eno in isto kuham, v glavnem, pač vem, da je bila ful na sceni dolg bolonska, no. Zelo rada delam, ampak pač takrat se tudi mudilo, pa sem še po večkrat na teden, naprimer, ne. Vse smo itak tudi imeli radi, sej kaj. Mislim, res, ne vem, komplikacije, a veš, človek ne more res biti, nikakor ne more biti idealen na vseh področjih. Ma kje, še zdaleč od tega, ne, pač. Vedno neke stvari pešajo, neki pač ni, a ne. No, in še dobro, da me partner toliko podpira, moram reči, da je fantastično, on je res fenomen. Fenomen je pa tudi zaradi tega, ker on ima veliko svojega dela v delavnici in je tudi strašno v svojem delu, tako da mojega dela niti se ne oprema preveč, a ne. Da pade v svoj svet, tako da on mi dela prostor, naredi luči, mizo postavi, ne vem, v pravi, pač te stvari, kar se tiče funkcionalnosti, da res funkcionira vse v delavnici, to pa to.
In ogromno podpore imamo od njega, no, moram reči. Ja, kje smo zdaj ostala? V bistvu pač pri, rečemo, teh začetkih, ne, se v bistvu lahko navežemo tu naprej, ne, da kje si pa zaznala recimo ta, kaj vse si se recimo naučila, ne, se pravi, da začneš razvijati to neko idejo od začetka naprej, ne, ker recimo najprej moraš iti verjetno v gost, ne, kar pomeni, da veš, preden se v bistvu nekaj zgodi, ne. Zdaj recimo mi, da smo sicer šla to izkušnjo narediti, kako izgleda iz nekega tehničnega sodelovanja med različnimi osebama, ne? Kar je v bistvu pač dostkrat tudi interes pa želja večjih ljudi, ko mora dejansko tukaj v enem samem posameznem projektu sodelovati, ne? Ampak začne se pa vse nekje, ne? V nekem gozdu. V bistvu, ja, v gozdu. Točno tak, v gozdu se začne. Recimo vidiš, ne vem, recimo jaz rad hodim v gobe, ne? Ampak jaz vidim gobe, ne? Ti vidiš pa verjetno nekaj drugega, ne? Ja. Vse je smešno, jaz sam dejansko res v naravi vidiš vse oblike, pač se veš, ko hodimo takle na sprehode, pa ne vem, kam vse, pa se obračamo v naravo, v drevesa, ne vem, v oblake, poglej, kako oblake, kako obliko ima, ne, in narava jih sama rojeva, ne, to je pa čista resnica. Skoraj bi bilo kar grdo reči, da to sem pa jaz ustvaril, ne. Dejansko nisi, ker za to je poskrbel pač čas, pač narava z svojimi, ne vem, zakonitostmi, pa z vremenom, seveda, ne, z vremenskimi pojavi, ne vem, dež peret neko vejo, dolgo časa, potem malo sonce posije, malo posvetli, nekje se naredijo brazde, pač brazde časa, ne, nekje je pač vročina, pa jo požge, je bolj sivkasta, je bolj belkasta, je bolj, ne vem, še bolj črna, v glavnem, svašta. Res. In ko greš v gost, mislim, da popolnoma trezen vidiš še največ stvari, se mi zdi. In to je neverjetno, to je res neverjetno. In ko prineseš domov, pravzaprav še vedno točno ne veš, kaj to predstavlja. Ti nekaj vidiš, pač saj tako jaz, ne? Sem nekaj videla, ampak za vse druge, za vse moje prijatelje, za vse, ne vem, ali sosede, ali so bili to sorodniki, je bilo to vedno navadno drvo. Dejansko ga noben ne bi prepoznal kot karkoli drugega. Sploh nobenega potencijala, kje pa. Največ se pač takih nekih lepih oblik rojeval, ko si že dal malo požgat, ko si vrgel tja, zdaj pa ne to zgori, ker pač to pa res mogoče več ne rabim. Takrat se je porodila ena taka podoba, da wow, kar ne vem, stal bi pa bi gledal, sam ko si točno vedel, zdaj pa to pogorel. Pa smo včasih razmišljali, kaj naj zdaj vzame ven, pa ja, itak grem, včasih se mi prav dal. Sem vzela tam hiter nek pripomoček, da sem lahko to prijela, ko je vse gorel, in nesla in hiter vrgla nekam, sem mislila, bam, vse ni važno, jaz itak ne vidim, kakve oblike bo. Če se pač razleti, se pač razleti, nek komad dobro bo prišel iz tega ven, veš. In dejansko je prišel. In sploh da ne govorim, koliko tega se mi je že pač takle ušlo mima, ne. Ko je že Primož sam rekel, pa prosim te skurpan. V glavnem, ja, dobro, da nisem, no. Kaj ti pa intuicija pove? Mislim, kako se pa na intuicijo zanašaš, ker se mi zdi, da je tukaj noter veliko tega, ne? Jaz mislim, da zelo veliko, no. Jaz mislim, da zelo veliko. Ta intuicija je glih ta, ko ne veš, ne. Intuicija je glih to, kar čutiš, pa povsem ne moreš opredeliti. To je normalno, ne. Intuicija je tista, ko je prava, ja. To je tista, kar, ko te nekdo zdaj nekaj vpraša, odgovor mi zdaj na to, ampak kar butn iz prve, ne zdaj razmišljata, ne. Ta intuicija se mi zdi in to se najbolj odraža tudi v gozdu, a ne. Ne samo v gozdu, mislim, hotela sem reči v naravi, a ne. Ker to si pol naravna, ne. Pol so bolj naravne misli, celotna ta intuicija in ta splet vseh dogodkov ali pa nekih idej je pač bolj naravno, a ne. Pa intuicija pride takrat, ko si, mislim, pri tebi recimo, ko si že nekako veš, kaj želiš, ali v bistvu pride tu čisto naključno pri tebi? Ja, zelo naključno. Zelo naključno. V bistvu, zelo se spomnim ene veje, ko je bila, grozna je bila, no, pač grozna je bila. Ne vem, mogoče, če bi še jo enkrat šla pogledat nazaj, mogoče, da niti ne bi prinesla nikoli domov. Sem jo prinesla domov in sem jo mogla
v bistvu se narezala vedno ven tiste dele, ko so res bili mehki, ne. Teh delov ne moreš več uporabiti, pač. Tam sem jo v glavnem fejst porezala in na koncu so se videli prav prsti. In tisti prsti so bili trdi. Dejansko tako bi prste videl, eno roko, ne. Ampak ti so bili trdi deli, torej, to moram pustiti, to bo pa zdaj roka. In sem dala potem ime kar arm. In dejansko je bila arma, ne. Tekle nekako, ne znam se pokazati, tekle nekako, tako roka, ne, razprti prsti in wow, vse to ne more biti res. Glih ti trdi deli, da so zdaj nastali oblika roke. What the fuck? Pa dober, pust naravi, da dela, ne. Vedno, ko sem hotela neki, tole bi pa tekle še, pa tekle pa, začela sem kar neki brusiti, pa da bo ja bolj gladko, pa na koncu bo dobilo obliko kocke, kaj bi se rada, ne. Ne bo to, kar je ven iz gozda in to je pa blazno, ne. Pa si še pa sam ime dodaš, sam ime si še izmisliš in fuck, resno. Meni je to ful fascinantno poslušati, ker jaz mislim, da je to zmerom neka kohezija ali pa neka povezanost med človekom kot individum, ne, pa s tistim, kar nekaj rad počne, ne. Ker dostikrat je to povezava na nevidni ravni, ne, in se zgodi, mogoče včasih imaš občutek, da se samo od sebe zgodil, ne, ampak se ni, ne, ker si mogoče sam to sprožil, ne, ker si razmišljal o tem, Ja. ne, ker si mogoče res Točno. upal, pa včasih, ne vem, z Lukatom smo imeli recimo en zelo dober pogovor, ki je sicer pač energetski maser, pa tako naprej smo imeli zelo tak spiritualen pogovor, ne, okrog raznih energij in tako naprej, ne. In se mi zdi, da vsak, ki se z nečem ukvarja, pa je tak odprt, ne, dejansko gre skozi podoben proces nekega absolutizma, ne, da prideš do točke, ko enostavno spustiš stvari in se kar same od sebe zgodijo. Ne. In Ja. to nekako Ja. sem videl zdaj ta opis, no, pretep. Ne, Mislim, in lepo si povedal zeleno. Tak je nekako, ja. In ko kako spustiš se pa stvari. zanašaš na to, ne? Mislim, tako, a se zavestno ali se podzavestno zanašaš na to, ne? Mogoče se zdaj bolj zavestno, ne. Mogoče se zdaj bolj zavestno, ne. Prej sem še mogoče imela v glavi koncept. Koncept je treba imeti. Zakaj je treba imeti koncept? Zato, ker te drugi vprašajo, kaj pa bo iz tega in ti moš vedeti, kaj bo. Ja ne, zakaj? Ne. Ena moja zelo dobra prijateljica, tista mi je tudi veliko stala ob strani, pa tudi veliko nekih takih modrih je imela skozi, pa še vedno jih ima, ne. Ona je tudi študirala arhitekturo in nekako mi je enkrat tudi povedala, da pač so jo spraševali, pač kak je njen koncept, ne, ko je nekaj izdelovala. In se spomnim, da je rekla, pa kak koncept, ne, ona je pač tudi malo je manjša, bolj drobna, ne, in ona, ko je pač naredila neko svojo tako mimiko, ne, pač ne, zakaj bi moral biti, ne. Toliko mi je fajn takrat pomagala pri tem, seveda sem se jaz pol uprla na to misel, ne. Kaj pa res koncept, ne moreš vedeti, kaj bo. In pa sem še veliko, kar nekaj umetnikov slišala, da dejansko so govorili o tem, da ja, a je to pol abstraktnost v bistvu? Je, ne, ali kaj? Ne vem, ne bom pač, ne morem točno definirati. Sem rekla bi, da ja, intuicija pa pač go with the flow nekako. Sam go with the flow pač pol se tu konča, ko pride do funkcionalnosti, ne, tisti je pač logično, da pač neke stvari, jaz moram reči, da je bilo veliko stvari zavrženih, ne, veliko je bilo materiala zavrženega, veliko luči, ko so bile noter, ko je bilo noter, ne vem, po 20 ur dela, pa so šle tudi v smeti, naprimer, ne. V bistvu v požig, ne, ker dejansko so vse lesene. Še sreča, ne. Ja, isto za nekaj uporabno na koncu, ne. Ampak recimo pol, ko pridemo zdaj do te točke, a ne, koliko moraš sodelovati tu, ne, se pravi, pa povezovati to tehnično plat, pa recimo potem to umetnost, ne. Kje si pa recimo potem, mislim, kaj si se pa recimo naučila do zdaj, ne? Recimo, kaj si spoznala, recimo, kaj so bile tiste recimo prve točke, ko si dejansko si te prvo ti sama pri sebi recimo predstavljala mogoče malo po svoje, ne? Pa si pa v bistvu uvidela, da pa mogoče to ni prava pot, kako razmišljaš, ne? Pa si mogoče spremenila potem mnenje, pa potem začela tudi naprej koncepte spreminjati na podlagi teh informacij, ne? Kaj je v bistvu vse botrovalo temu, ne? Jaz se najbolj spomnim, ni mi glih to ostalo v takem zelo dobrem spominu, ampak
nekako vem, da smo prišli do ene točke, ko mi je ati enkrat rekel, je pa kva zdaj pri teh letih se už pa neko staro železo domov vlačila, ali kaj, veš kaj mislim, ne? Pač, ne vem, videla sem neke podstavke v tem, videla sem neko priložnost za pač svoje svetila, kako bi se to nekako stal na tistem železu, ker železo pa ta les, me še to blazno skupaj, pa še vedno mi gre, ker pač so ta dva naravna materiala, zelo podobno se obnašata, po svoje zelo drugače, ampak zelo podobno, no, tako bi jaz rekla. In še vedno mi je to nekako, pač, ja, železo, sicer zdaj nabavljam nove materiale, zdaj pač ne zbiram, ker sem še videla, da je to še vedno 3-krat več dela, ko jih pa greš popravljati, brusiti, pač glavnem glihati, ali kako bi se rekel, ravnata, ne. Ja, nekako se ne poslužujem več tega, ampak vem, da sem si na obdobje zelo veliko stvari kar vlačila domov, pa kar naenkrat je ratalo to gora odpada in mi je pač ati to rekel enkrat, pač ja, kaj zdaj na ta leta, pač si pa misliš, da je tu smetišče naredi, ali kaj ne. In res, prav zamislila sem se, ne. Jasna, vse pa res ne boš porabila, niti ne bo to, niti ti se boš zakopala v eno gmoto stvari in nobene umetnosti tu ni več, nobene, ni prostora za razmišljanje, ne, ki si jim nabutala nekih stvari in pač bo šlo v tem stilu naprej, ne, da jaz imam, ja, to še imam projekt, tam imam projekt, jaz ogromno imam teh stvari, jaz bilah, ampak ne bom, ker bom utonila v tem, v samih mislih, ne, ogromno bo materijala, ki pa nečasovno, ne z vidika nekega ustvarjalnega razmišljanja, se ne bo to zdaj nič več ven razvilo. Druga kot to, pač, da je to še vedno kos materijala, ne, ki pač nikoli ne bo uporabljen. Ja, takrat sem pa potem začela malo razmišljati, ne, zdaj pa tu se moram ustaviti. No, in pol sem začela se bolj, kako bi rekla, malo sem se začela bolj zaostrovati ta svoja hotenja, pa tudi ideje, a ne. Opredelila sem se res samo na les iz gozda, pa še to zelo malo, prav rekla sem si, ne grem v gozd, ker sigurno me bo nekaj, a ne, zaneslo, da bom spet eno vejo pobrala in je ne bom. In sem se res vrgla v tiste projekte, ko so bili odprti, ker tudi na to so me majstri skozi opozarjali, ker vsi po vrsti, naredi do konca projekt. Ne začni, pa ne nehaj spet. Spet bo isto, spet boš nehala, a ne, spet boš začela pa nehala, ker je bilo pa res ogromno tega že pol. To je bilo že približno, ne vem, za njih 20-30 luči, ker tam eno drvo, pa nekaj zraven, pa noben ni smel ničesar skuriti, pa ne stran vršiti in to je že bilo pol. Jaz mislim, vse ena tanka linija med vsem, kar bi lahko človek bil, a veš. In je hitro treba iti pol nazaj. Sploh ne vem, kam. Na tist, ne vem, na en samo drvo, pa jih 5 stran vršiti, pa eno samo gledati. Ker ti da, dejansko ti da, ne, v končni fazi ti vedno da, ne. Samo ko tistih 5 gre v stran, se nekako misli osredotočijo in se mi zdi, da to umetnikom večkrat manjka nam, oziroma vse tako sem rekla na začetku, ne smatram se glih za neko umetnico, ampak ja, v nekem stilu za pač eno tako ustvarjalno razmišlja, na primer. Ja, v bistvu se je to v bistvu srčika nekega problema doskata, ne. Ampak recimo, ne, se tu intuicija, ne, kombinacija intuicije pa kombinacija neke discipline, recimo, ne, je potem lahko ta neka tehnica, ne. Saj kaj si pa recimo dala prvo stran, ne? Recimo, kje si začela sam sebe omejevati, ne? Ker na neki točki se moraš samo omejiti, ne? Če hočeš v bistvu eno stvar dokončati, ne? Ja, to je bila pa ta hiška, ne, ko smo jo skozi renovirala, pa še zdaj, ne, ker vedno nekaj spreminjamo, ne, ker pač smo oba taka, da rada mama spet malo drugače, pa spet malo drugače, pa itak je cela lesena hiška, ne, spodaj zidana, zgoraj cela lesena in mama priložnost, da se to vedno nekaj zamenjava, pa se pravi, odšraufaš, ustaviš novo, ne. Takrat, ja, ko sem videla, ja, Primož me je dostikrat opozarjal, ja, kaj pa zdaj, a kaj boš ti kaj delala za hišo, v bistvu, a bova še midva kaj renovirala, ali se boš kar te luči. Vem, da je bil eno obdobje, je bil kar malo togotnejši, no. Mu je že kar malo bilo kar odveč, nekako, da se kar cela predajam lučka, ker ko sem jaz začela dejansko nekaj brusiti, ko sem dejansko videla, da se nekaj razvija iz tega, ko sem jaz začela brusiti, ko se je to vse kadilo,
ko je belo bilo okrog mene, jaz nisem ne slišala, ne videla, itak normalno, sem že bila tako itak pol, že na pol gluha od tega, ker sem že bila pol ure v tistem dimu noter, ampak z mene je vrela ideja, ena sama ideja, v vsem tistem dimu, v mrazu, tudi od zunaj, ker itak šma vedno od zunaj, ne, vse. Pač noter, ampak ni to izolirano, to ni neka novodobna delavnica, ne, to je delavnica, ko, ne vem, marsikdo bi se obrnil, pač, pa bi šel, ne. Ampak, se pravim, tista vročina, ne, ko jo nosiš ti v sebi, ko se rodi z idejo, pa ko hodi s tabo, pa te spremlja, je to tako tvoj grevc, ne, je to tako tvoj sopotnik ob hudem, a ne, ob dobrem in slabem, je to tako tvoj kaži pot, ne vem, sploh ne znam povedati, no, v glavnem. Ja, sem zatavala ali sem... Ne, v bistvu si povedala neke smernice, ne? Ampak nekaj si mogla dati stran, ne? Ja, to je bilo tisto, ne, da mi je pol nekako hiška pa hiška, zdaj bo stalo to vse skupaj, nič ne boš za noter več. A hkrati sem pa jaz vse naredila z rokami noter v hiški, tako da cela hiška, ta najina zdaj, je narejena, ma ne vem, če ima en predal kupljen. Mislim, da ne. Nima kupljenega niti pač tistega, ki se odpira predal, kako se že reče. Ne, nima. Ker je čisto vse najino, še luč tista stropna, ko je marsikomu grozna, ker je bila črna, ampak jaz sem jo naredila iz papirja in to ob strani dala pač neko perje črno in meni je blazno všeč, glavnem. Sej, mogoče sem malo egoist, ne, ker sem si večkrat, ja, to pa res, večkrat sem se pač zalotila pri tem, da sem res malo egoista, ne, ker vse hočem nekako urejati po svoje, ker nekako gre tudi v tem stilu, da spet je tole moje, pa šele takrat, ko mi Primož, ne vem, se nekaj zmuha, pa reče, saj ne bom več delal, zato kot itak je pol vedno vse po tvoje, ne. Pol se šele začnem zavedati, ne, ja, to si ti, vidiš, to je to, ne. No, v glavnem, ja, da ne bom zdaj zatavala, sem hotela reči tukaj, to sem se mogla jaz pač, ja, seveda, kuhna ni trpela nikoli, ker smo imela vedno kuhano, vedno vmes toplo hrano, ne, to se mi je zdelo ful pomembno, ker pač s tem lahko delaš, pa naprej razvijaš misli, ne, možgani ti delajo, telo dela, ne, to je normalno. Ampak, kar pa zadeva, ja, takih, na primer, del, ko so bila zoprna dela, ne vem, pregreznice, kaj od zadje, pa ne vem, neke izkopavanja, pa to, vse sem pomagala, vse. Sam takrat, ko sem pa noter padla, ko sem se odločila, takrat so pa lahko, ne vem, pač, takrat je pa lahko, ne vem, kaj gorelo, kje, pa se nisem zanimala. Takrat so bile pa moje luči, pa tisto razvijana mojih idej, ne. Tako da, moram reči, da dejansko nič ni trpel. Hiška je, živima, super, noter, delavnico imamo, marsikaj bi še rabila, itak, ampak ja, Ker v bistvu to, kar si sporedno zelo recimo razlagala, sem sicer zaznal, da recimo si dala mal del sebe stran, kot ko si razlagala egoizma, ne? Se pravi, da si začela verjetno bolj povezovati pa slišati stvari, ne? A veš, recimo te stvari, ne? Če sem to prav razumel, ne? Ja. Ne vem, so še kakšne take stvari bile, ko recimo, ne vem, recimo te, pač ko si rekla, da ti oče rekel, ne, da boš imela pa toliko stvari, ne? A so bile še kakšne tehnike, recimo, ko si jih mogla odmisliti, ne? Da recimo luči ne morajo biti zdaj v tem konceptu narejene, ampak morajo biti recimo drugače narejene, ne? Se pravi, čisto recimo tehnično, ne? Ker recimo ti si predstavljaš nekaj, ne? Veš, pa na koncu ti pa en drug razloži, pa reči, neška, to ne bomo mogli biti tak, to mora biti tak, ne? Veš, recimo, katere stvari recimo si mogla dati še stran, ne? Pri izdelavi končnega produkta, ne? Recimo, ali pa končne luči, ne? Mene je najbolj bolelo to, če je nekdo rekel, ne, to pa ne gre, iz prve, pa da ni niti razmislil, da bi to pa mogoče šlo. To me je zelo motilo, ker se v končni fazi vedno, ne vem, še pri matematiki se veš, rezultat je po več različnih poteh, ne, mogoče. Tako da, v življenju je pač tak, z vsemi stvarmi je tak in sam, če se malo usedeš, pa malo pomisliš, dejansko se da. Tisto me je najbolj motilo, pa v bistvu bolelo, ker se mi je zdelo to lenoba, da pač ne razmišljaš, a smo videli dolgo? Ne. Aha. Mislim, da se pogovarjamo, to je kar flow, veš. To je kar flow, tako da... Si časovno omejena? Ne. Okay.
dejansko, ja, ustavila se je seveda, no pač pa takrat, ko sem začela s temi razstavami, to je bilo leta 2023, je bila moja, pač, so bila moja svetila prvič na razstavi, so bila 2, pol naslednjo leto 2024 je bilo že 6 svetil in takrat sem jaz tudi seveda te luči izpilila do konca, do res tistega konca, da pač vem, da ne bi mogla, ali tudi če bi padla, da se kaj ne zgodi, da je to res pač varno, ne. Pa pač v glavnem, da sveti, da vse dela na njej, ne, vsi ti deli, da pač, ja, takrat mi je najbolj pomembno postalo, takrat mi je še bolj pomembno postalo ta tehnika v bistvu, fizika, funkcionalnost, no, da še bolj sveti, da ne gre samo za to zdaj, da ker dosti svetil recimo je bolj ambientalnih mojih, ne oddajajo neke svetlobe hude, ampak pač sem se opredelila bolj na to, da bi bila tudi funkcionalna, no. Se trudim, kar se da, ampak če iz gozda vzameš tisto, kar ti narava da, nekako zdaj ne boš pod prste gledal, veš, pa rekel zdaj, ne, ti boš pa tudi svetla, pa moraš biti drugačna, ne, lej, ne boš pač drugo naredil temu primerno, a ne. Kako moraš to prilagajati? Ne, tako recimo, kak idejo prilagajaš glede na stvar, ki pride recimo iz ne vem, ognja ven, ne, vidiš pač eno stvar narediš, pa rečeš, ok, tole bo zdaj, kak prilagajaš recimo, zdaj bo pa to, ne vem, luč, ki bo, ne vem, tako, kako je recimo tukaj zadaj, a ne, ali pa ena, ki bo v bistvu res samo, ne vem, ambientalna, ne, ker ta sicer ni mogoče toliko ambientalna, je, ampak ni, ne, toliko, ne. Ja. Najslabši je tist, ko omejujo to sam drugi, a ne. Sam drugi te omejujo pri tem. Pa ne zato, sploh niso nič krivi, noben ni nič kriv pri tem. Ampak najbolj tist, ko ti nekdo reče, jaz imam pa eno naročilo. Jaz bi pa imel to. Lej, ne boš. Sigurno ne boš. A ne, a veš, ampak ne zato, ker pač ne boš imel, ker ne vem, s katerih, ne vem, zaradi česa, pa zaradi tega, ampak pač zaradi tega, ker pač lej, prepust se, no. Dej poišč izmed mojih, ne vem, katera te bo prva impresionirala, pa najbolj zažen se v to, pa reč, tole bo moje. Pač to pri tem ne gre, ne. Zakaj se ti pa zdi to, da recimo najtežje? Na v bistvu po eni strani je to umetnost, ne, ker danes, ko zelo težko najdeš točno tak material, pa točno tako obliko v gozdu, ne, v bistvu mora nastati, ne. Ja, ker to moraš enostavno spoštovati. Tako, kako je. Zdaj, je to zelo grda, je tamle bila še malo požgana. Namenjeno je bilo, da tole drvo en vrže noter. Pa tudi namenjeno je bilo, da si ga ti opazil, ko je imelo neko svojo obliko, pa si ga pri tem ven potegnil. Ali pa si pekel, odzunaj smo pekli kostanj, se spomnim, pa je bilo polno nekih drv, ampak eno drvo je bilo pa nenormalno, res hudo. Pač ena jabolka ni do konca dogorela, a ne, jablana, a ne, ena veja jablane, ni do konca pogorela in ja, zdaj, nekdo je videl, nekdo je ne bi opazil, ne, ampak naenkrat se je znajdla tam na suhem. Ni več gorela, zakaj ne? Z nekim razlogom. Vse drugo je pogorelo, ona ne. No in že je neka pot, a ne, se mi zdi. Čeprav zdaj ne namerno, zdaj ta je suha ostala, ta je pa ta, ma kje? To ne moš razložiti, pač vidiš jo, a ne. Ja, to je ta v bistvu spontanost, ne, ki je v bistvu, če jo živiš, ne, pa če jo znaš v pravem trenutku zaznati, ne, to je si z dušo in telesom v nečem, ne. In takrat zaznaš neke stvari, neke ljudi, neka sodelovanja, materijale, neki, ne, in pride do tebe, ne. Ja, pride do tebe, si prav povedal. Včasih ne znam se skopati nekako, sploh ne znam, ker je to pa res po moje to težko, no. Ne vem. Ja, saj. Vem, mogoče bi en bolj strokovno zna povedati, ko se je tudi šolal recimo za te stvari, na primer arhitekti ali pa, ne vem, krajinski arhitekti, kakršnokoli arhitekti. Kako pa recimo drugi vplivajo na tvoje ideje ali pa recimo na neko videnje nečesa, ne? Se pravi, koliko si recimo pustila prostor, ne? Ker recimo pravijo, da vsake oči imajo svojega malerja, ne? Ja. Koliko si recimo tu dopustila ali pa recimo koliko ti je to pomagalo, da si recimo nekaj videla, kar mogoče prej nisi? Ja, to je spet kar malo
po svoje zelo smešno. No? Ko vem, ko sem prvo omaro restaurirala, mi je ena rekla enkrat, kam imaš pa to za skurit? Prav takrat sem se v bistvu mogoče res začela zavedati, eni ljudje bojo zmerom videli drugače. A veš, ne boš mogla tega spreminjati in nikoli ne bo ena luč všeč, ne vem, vsakmu ali pa pač vse veš, kaj mislim, ne? V tem stilu. Ne more biti. Ker tudi tvoj karakter ne bo všeč vsem, ker tudi tvoj obraz ne bo všeč vsem, ker tudi bla, bla, bla. Pač v tem stilu. Tam bom skrajšala, ker ne vem, jaz se sicer že 3 ure govorim. Ne, ampak v bistvu me to zanima, ne, koliko je to del tvojega miselnega procesa, ne, pa koliko vpliva na to, ne? Ja, seveda imajo vpliv, pač ko pogledajo, ampak moram reči, da najbolj svoj vidik upoštevam, ne, v končni fazi. Okay. Pa nekdorkoli reče, pač, da sem egoist ali karkoli, se tudi imam po svoje tu za egoista, ne. Upoštevam pa, zelo upoštevam, a ne, ampak mogoče bolj tiste, ko so nekako bolj pristranski, ko nekako ne vsiljujejo s svojim karakterjem nekih mnen ali pa idej. Po moje tono. Po moje bolj, ne vem, če bi kaj mogoče zraven pasal, recimo, ne vem, bi pa zraven te luči pasala še neka pentla tule gora pa neki. Ne, jaz bi mogla prav v enemu tipu, v enemu človeku videti, da je nek estet, ali da ima tu pač žilico videti neki. Ja, to bi me potegnilo. To bi verjetno, če ne kar nasedla, recimo. Ker se mi zdi, da je prav, a ne, da daš možnost, ker ne moreš vsega videti. Itak ne, ne? Ja, mislim, da to so stvari, ko se kar zgodijo, spet je spontanost tu, ne? Ja, je pa treba spet pol paziti, da ni kar hitro preveč, ne, ker sigurno se pol zgubiš ali v idejah, ali v preveč vsega, ne. Jaz grem vedno na tisto manj je več, torej zelo, bom rekla, neviden podstavka, ne, ker podstavk mi služi bolj za funkcionalnost, ne. Ker funkcionalnost jaz naredim, a ne. Jaz ga v bistvu, kako bi rekla, izoblikujem, ali mojster, ali kdorkoli pač, on narekuje, kak bo in on dejansko nastavi obliko, a ne. Kar so pa te silhuete, so pa večinoma od narave ustvarjene, tako da. V bistvu mi je, kako je pa recimo ti začela recimo pot, da si v bistvu prišla do, rečemo, produkta, ki je bil prvi za na trg, ne. Kako je recimo, kako si mogla glede na to, da si ekonomijo študirala ali pa tako, ne, se pravi, si bila v bistvu v ekonomskih vodah, a ne. Recimo, koliko ur je recimo vloženih v eno luč, ne, koliko truda je vloženega noter, ne, koliko časa, premice, a ne, je noter recimo dane v eno luč, ne, da recimo potem pride do enega končnega produkta, ne. Se pravi, da rečeš pol to je to, ne. Nekako sem se tudi vedno bala, da bo do tega prišlo, ne. Pri strankah, potem, ko je pač luč pri končnem uporabniku, ne. Zakaj si se pa bala? V bistvu, ker z tega vidika pa moram reči, da nikoli nisem hotela o tem niti razmišljati. Niti, ker tudi, čisto tak je, zdaj ali se greš neko prodajo, ali preprodajo, ali vedno je za nek cilj stoji za tem, ne. Pač pri meni je bil največji cilj to, da bo ta človek tisto luč nekam postavil in bo z njo zadovoljen in bo z njo živel, pač mislim pod narekovaj, z njo v mislih, a ne, in da bo mu ta predstavljala en del njegovega vsakdana, ne vem, na primer, en del narave, en del hotenj njegovih, en del njegovih premikanj v glavi, a veš, da bo ta luč kot njegova svetloba na njegovi poti, na primer, hipotetično. Ne, da bom jaz od tega živela in na ta način sem tudi vedno prodajala. Tudi vedno za prijatelje, vedno nižja cena ali pa nikoli pol jaz teh, zdaj pa poglej, eni ljudje imajo prav to v glavi. Pred tem, kar naredijo, imajo že oni skalkulirane ure, koliko naredijo. Jaz nikoli. In nikoli, pač to je lahko velika slabost, ker pol se tudi prodajati ne znaš. Vse to mi
dolga leta tudi ni šlo, v bistvu veliko je že govorili, da imam jaz kar te luči doma za sebe, a ne, pa da mi neki ležijo, pa da si jih pač enostavno nočem od sebe jih spraviti, a ne. Ampak ne, ni tako res. V bistvu jaz sem bolj začela s temi razstavami na tak način sem jaz, ker malo se mi pa že zdi tako bolj tak sophisticated način, a ne, da malo, da približaš na tak način, tudi bolj se mi zdi nekako umešana malo kultura zraven. Nekako se mi zdi iz vseh teh vidikov bolj pomembno to, da pač jaz dam neki človeku, tisto, kar si želi, na primer. Tisto, kar mu je zares všeč, da mu jaz lahko podarim, nekako podarim, a ne, del sebe ali del svojih hotenj in da jih pol on naprej razvija. On čisto drugače verjetno vidi to luč kot jaz, ne. Njemu verjetno čisto nekaj drugega pomeni kot meni, a ne. To se je že velikokrat zgodilo. Ampak on nosi pol tisto zgodbo svojo v njej, njeno zgodbo v sebi ali kakorkoli, no. Pač ja, v tem stilu, tako da jaz tu nikoli ne bom obogatela. Definitivno ne. In tudi ne delam na tem in tudi nikoli ne kalkuliram ur, približno vem, koliko je, normalno, ne. Zdaj materiala se vidi, da ni, bog ve kaj, ne. Mislim, kako bi rekla, bog ve kaj, no. Pač smešno sem se rekla, pač ni to nek material, ko bi bil strašno drag. Je pa tu veliko dela. Veliko razmišljanja, že ideja recimo sama. No, se recimo, Včasih pol leta ni ideja, pa. Recimo, no, recimo, ne, pustimo ekonomiko, a ne, spravi kot končen produkt, pa kakva je to cena, pa tako naprej, a ne, ampak Ja. recimo, če danes merimo recimo nek končen produkt ali pa neki, ne, imaš dejansko lahko ekonomijo obsega, a ne, se pravi nekaj, kar je v bistvu narejen v milijonih kosih, ne, imaš pa v bistvu produkt, ki je v bistvu unikaten, pa je v bistvu nastal samo eden, pa edini na svetu, a ne. Zdaj pa recimo, pa vse skupaj je merjeno v energiji pa času, ki si ga v bistvu namenil noter, ne. Se pravi, za eno tako luč, a ne, je recimo, ne vem, da najdeš idejo, pa da se zgodi, pa da recimo nastane, ne, vem, si zelo menila recimo pol leta, ne, da se je, pa se nič ne zgodi, a ne. Ja. Koliko časa pa recimo potem to traja, da ta luč dobi pol neko svojo formo, a ne, se pravi končno formo v obliki, a ne, pa potem koliko časa recimo tako, da ne vem, pol na koncu še pol, kako bi rekel, ekonomično tudi narejena, ne, ker tudi ne moreš dati vseh materialov noter, ne, ampak recimo potem tehnično izvedena, ne, v končni fazi, a ne, tako recimo po fazah je verjetno to skupaj sestavljeno, ne. Tako po občutku, a ne. Najbolj odvisno od tega, ko pač eno lahko ti gledaš pol leta, lahko jo gledaš 3 leta, lahko jo sam premetavaš iz enega kota v drug kot, pa vedno znova, ko jo pogledaš, se ti zdi, tale stele pa bo še neki sam. Ni še prišla zelena vrsta, ne. To lahko traja 3 leta, lahko traja 5 let, lahko traja, ne vem, 2 meseca, ne. Samo od tega je najbolj odvisno. Koliko hitro jo boš ti z vsemi svojimi čuti sprejel. Tako bi jaz razložila, no, ker ne znam drugače povedati, ker dejansko je tako. Ampak koliko te ona, koliko te ona, koliko te ona, mikrofona, ker sem se noter slišal. pardon, ja, samo maje se mi to lepo sliši. Ja. V glavnem, po moje, ja, pač, ne vem, dolgo lahko traja, ja, da jo ti sploh gledaš, ne. Ko se jo pa lotiš, pa ena tudi lahko traja, ne vem, 3 mesece, ena pa en teden, a ne. Ali pa bi rekla 14 dni, 14 dni pa res ono, do pikice, da je potem, ne. Ampak res je tu je, ne moreš vedno, ne moreš čakati, da ona nekako tebe prevzame in ti njo, to je neka vzajemnost. Se pravi nekje 1 leto, če tekle rečeva, ali pa mogoče pol leta, kaj več. Ja, je že tudi bilo po 2 leti. Še čudno, da se mi je to vse nekako prišparalo, glede na to, da je že bilo, ne vem, na pogorišču, pa je romalo nazaj iz pogorišča v delavnico, pa iz delavnice nekako na tla podene mize, pa se to vse skupaj zaprašil, pa je bilo to drugje nek, pa je bilo to že gor na travniku. Jaz ne, mislim, to je res, včasih je noro, ker pol, ko pa pride tista ideja res ven, pa si rečeš, pa kje je to vse bilo, pa kako se je to oddaljevalo od mene, pa kako me je to lovilo, pa jaz sem enostavno tam mogel biti v pravem trenutku, v pravem času, pač, in to je bilo to. Mislim, ne, sej, ker dansko je to realnost na koncu, a ne. Ja. Ampak kako pa recimo, kako pa nekdo, ki je recimo vzel, te prej si omenila, da vsak vidi
končno luč drugače, a ne. Kaj pa recimo, ne vem, tebi pomeni ena ta luč na koncu, ne? Pa kaj recimo, ne vem, si dobila recimo feedbacke, zgodbe, ne, ker vsaka luč ima svojo zgodbo očitno, ne? Ja. In kak si ti to zgodbo videla, a ne? Pa kak je recimo videl nekdo, ki je v bistvu prevzel, a ne? Ja, prav. Ja, zelo zanimivo, ne. Zdaj, ko se je začela pojavljati ta AI, a ne, pač ta umetna inteligenca, je tudi zelo pripomore, naprimer, ne vem, jaz zdaj kaj rečem, pošlji mi sliko sobe, pa da vidim približno, a ne, katera bi se ti najbolj podala, naprimer, a ne. Sploh, če reče stranka, pač imela bi eno tvojo luč, pa še ne vem, katero, ne. Tu na tak način rada pomagam, a ne, se mi zdi, ampak če pa pride človek, ja, pa gleda po lučkah, pa vidiš to po očeh, vidiš po celotni mimiki, kak jo spremeni, ko vidi eno lučko, a ne, kaj se začne v njemu dogajati, nekako ne vidiš, normalno ne vidiš zgodbe, ki stoji za tem, a ne, ampak vidiš nekako tista aura se začuti, pač, ko se naredi, a ne, v trenutku, ko človek pač pogleda eno svetilo, ko mu je res wow. Ampak kaki so bili pa feedbacki, recimo, tak, ne vem, tak, Feedbacki, zdaj, če bi jih recimo dala... ja, zaenkrat zelo pozitivni. Ja, mislim, ne vem, sploh se niti, ja, moram omeniti, ena Simona, to, njej bi še tudi reklamo rada naredila za tiste apartmaje, ko jih ima tam prlečka hiška, v glavnem, top, vrhunska postrežba, vrhunsko noter odzuni, ti gostitelji, blazno, nimam besed. Skratka, z njo smo nekako, ona je prišla kar enkrat po luči, ko še sploh niso bile zdelane. To mi je bilo zelo, takrat zelo všeč, pa tak, ful dober. Ona bo zdaj vzela mojo luč, ko sploh še ni, ko je še v bistvu drvo, a ne. Ona je že videla neke stvari, a ne, ona je že bila taka in tudi zdaj, ko sem prišla pred kratkim v njen apartma, sem videla čudovite stvari, vse super, nekako v kontekstu, pač sovpadajo, v glavnem skladno, estetsko dovršeno, ne vem, kaj naj rečem. Super, no, in sem zelo vesela, a ne, da pač tak človek tudi pol nekako to dobi, ne, ker vem, da pač je pa to. Bo to zgodba, ko bo v bistvu pasala noter v tisto stanovanje, recimo. ne, ali pa prostor, ne. Ja. Se kdo pa misliš, da recimo, komu so pa recimo namenjene take stvari, ne? Se pravi, mislim, komu je to sploh všeč, ne? Tak, recimo, če te pogledaš, ne, je to v bistvu pač ena unikatna stvar, ne? Vsake oči imajo svojega malarja, ne? Ja. Komu je všeč, ne? V bistvu marsikomu sploh ni. Kak človek sploh može biti, ne? Ja. Vprašanje, ali bolj tako jaz, ali spet čist nekaj drugega, ne? Ker on v končni fazi, tako sem že prej rekla, vidi res vsak nekaj drugega, a ne? Pa vsaki lučki, ko jaz vidim nekaj, pač vidi dejansko nekaj drugega, tako da ne moreš to sploh, to je zelo težko opredeliti. A ja, so pa bili moji končni uporabniki, recimo, bolj, kako bi se rekla, bolj umetniško usmerjeni ali pa bolj nekih umetniških vod, no. Tako bi rekla, no. Ja, se mi zdi. In me to navdušuje. To mi je zelo všeč. Ja, ker se mi zdi, da je lučka našla pravi dom. No, simpatično. Ja, mislim, saj v končni fazi, to so take stvari, ko se dansko osebno poistovetiš z njimi, ne. Pa so bili v bistvu kdaj taka, recimo kake spremembe, kake spremembe pri lučeh, ki bi jih je mogoče nekdo želel, da bi se spremenile, ali pa bi mogoče tako, je bilo kaj takega, recimo, ali pa, ne vem, tako, ko si prej omenila, ne, da bi si je nekdo želel neko luč, ne, pa ti jo je opisal. No, in kak si s tem se soočala? Ja, moram reči, da mi to sploh ni v napoto. AI je super stvar, nekako ima neko, bi rekla, je nekaj doprinesla tu, bi rekla, nekaj fajnega, ne. Sploh, kar se tiče tiste funkcionalnosti, a veš, se pravi, tam ima zdaj prazen kot, tja bi fajn pasala, ali pa tam imaš tele barve, tule bi super pasala. To kvečjemu bolj za nek dizajn, ali pa
notranji interjer, ne, da ti, to je velika pomoč, ne. Ampak jaz bi prej nekaj drugega rekla, ne, da se še vedno držati treba čist, se pravi, intuicije. Se pravi, nič ne veš, prideš z lučko noter, pa jo postavljaš, tule bo, pa vidiš, ne. Ker energija je tudi nekaj, ko ti pokaže, ne sam, a veš, zdaj tam prazen kot, tam bo fajn zafilala lučka, ne. To pač vidiš, ko jo luč postaviš noter, ne, svetilo. Tako bi jaz rekla, ne, tako da nič naprej, nič, skratka, čist res zelo spontano, pa naravno, tako se pač narava obnaša. Tako ti je pač to luč dala, narava ti jo v bistvu podari, tako bi jaz rekla, no. Tako se moraš ti tudi v stilu obnašati, a ne, tudi do tega svetila samega, ne. Pa dobro, ja, itak, a ne, kjer bo zdaj najbolj svetla, pa kje bo zdaj svetloba fajna, pa tam imam jaz preveč svetlobe, tam ne bo, seveda, za svetlobo je pa tak, to pa lahko noro, a ne, pač, koliko v določenih momentih, ko se človek najmanj zaveda, takrat, ko se obrne, pa vidi tule neko senco, pa reče, wow, to je pa to, a veš, ne tist, tamle more biti luč, zato ker tam je najbolj temen kot, lej ne, pač ne bo, bo druge, to počakaj, to se bo samo razvil, sam, veš, ko smo zelo nestrpni, jaz sem po naravi zelo nestrpen človek, pa bila sem še veliko bolj, zdaj, ko se staram, ko sem starejša, se mi zdi ravno to super stvar, da sem to toliko lahko pokopala, to pravzaprav sem jo izničila skoraj, nepotrpežljivost, da sem zdaj top glede tega, čeprav še ne, ampak dobro, pustimo to. Ja, ne, le, se vsak dozreva, ne. Ja. Na vsej končni fazi, ko neke stvari počneš v življenju, a ne, se to v bistvu povezuje med sabo, a ne. In Ja. tudi v bistvu karakterno rasteš, a ne, pa se pa nekako dozorevaš z osebnostjo, Ja. pa z vsem, a ne. Ne. Ko se pa soočaš recimo z promocijo, ne, ker dejansko tudi, ne, vsaka stvar ima v bistvu na koncu tudi, mora imeti tudi svoje oči, ne. Se pravi, zdaj, če bi to človek sam zase delal, ne, Ja. ne, ampak umetnik, recimo, ne vem, zanimivo mu je bilo, a ne, ko sem se pogovarjal s Simonom, ki je urednik na Radio Fantasy, ne, in smo se pogovarjali o glasbenih skupinah pa tako naprej, a ne, in na koncu je pač rekel, da v bistvu tudi glasbe same po sebi super fajn, če lahko delaš samo zase, ne, ampak na koncu ima zmerom na koncu poslušalca, a ne, ki potem tudi absorbira, a ne, in zdaj zmerom je to neka povezanost med umetnikom in gledalcem, a ne. Zdaj, Ja. kako pa recimo se potem Vem, s kaj tem misliš. soočaš, ne, pa kako v bistvu poskušaš recimo iti skozi to, ker tudi umetniki dostikrat smo taki, ko malo radi tudi egoistično pogledamo na Egoistično, stvari. ja, ja, Ne. točno Zdaj, to, kako zdajle razmišljam, ja. to prebiti, recimo, kako si to sama pri sebi recimo šla, te bariere premikati, ne? Točno to sem zdajle tudi razmišljala, ja. Pač res egoistično gledamo, ja. Te bariere, v bistvu, se pravim, še vedno je tisto, ko je funkcionalnost potem, a ne, ko te mal, ko si pač blinded, a ne. Pač začneš razmišljati, a ne, z tega vidika, z funkcionalnega, z tehničnega in te kar malo na trdna tla postavi ampak vedno najdeš en kompromis, ne. In kompromisi bojo, vedno bojo, sam ne smeš pa biti len v razmišljanju, ne. Pač moraš iti s tem tokom naprej, torej. Ja. To je to. Ne vem, imaš recimo kakšne stvari, ko bi jih v bistvu želela deliti? Ja, jaz bi še zdaj samo to povedala, da se pač zdajle pripravljam na eno razstavo, to bo pol maja, a ne. Zdaj, če bom pač sprejeta spet, pač mora komisija spet nekako te luči ali pač, ne vem, jaz pač upam, no, da jih nekaj bo spet prišlo na razstavo, da se bom lahko z njimi pokazala, razstava bo pa spet v Cankarjevem domu v Ljubljani, bo pa nekje maja, no. Tako da ja, se že pripravljam fejst na to. Že žrtve padajo, ampak Ja, se preločiš, da izbereš. ja, pač ne, pač ves čas, a ne, ker sem zelo noter trudila, pa pač tista presija, ne. Malo bo sigurno mi bo malo poznali, da sem malo pod stresom, ne, ker pač bom hotela vse dovršiti, a ne. Kako pa to vpliva na tebe? Tako, kako se soočaš s tem? Vpliva pa pač
v bistvu je, pač ni fajn to, da sem taka oseba, da pol začnem hiteti na koncu, ne. Kar naenkrat mi časa zmanjka, jaz ne vem odkot, ampak učim se že celo življenje nekako operirati s tem časom, ampak nikoli ga ne bom nekako pogruntala, ne. Kako to nekako, da si v začetka nekako tako splaniram, da bi mi še ostalo časa. Dejansko. No way, lej. Čas je relativno, ne? Ma ja, itak, to se itak strinjamo, ne sam, tika taka, ampak se ne pri strinjajo terminih, vsi. ne, ker termini so. Mislim, Termini so določeni. čas je relativen, ampak se ne strinjajo vsi, ne, da je to. Ja. Ne, to je v bistvu bolj Lej, teza. sem že videla, pred kratkim sem celo brala en članek, da obstaja neko mesto in eno območje, pač, ko nimajo časa, ne. Pač ne obravnavajo ga kot čas. Ne vem zdaj točno na kak način, ampak ja, mogoče v naslednjem življenju bom tam živela, recimo. Ne vem, to tako sem teza, si rekla, no. To tezo, Kako pa to tezo, ko si glih zelo omenila, mi je bila v bistvu zanimiva, ker je v bistvu ena iz Afrike živi na Danskem in je opisovala čas, ne, kako si v bistvu mi v zahodnem svetu čas interpretiramo, ne, in kako si ga v bistvu v Afriki interpretirajo, ne. In je pač obrazložila razliko, da v Afriki merijo čas na podlagi letnih časov, ne, se pravi na podlagi nekih sprememb v prostoru in dogodkih in povezanih dogodkih, ki se takrat zgodijo, ne. Se pravi, spomladi se več sadi, narava se prebuja in tako naprej, ne. In vsak letni čas zase, ne, ima svoj prostor in dogodke, ne. Ja, In oni v bistvu vežejo svoj čas na dogodek in na doživetje, ne. In na vsake 3 mesece, ne, se pravi na vsak prehod, ne, imajo en Ja. ful velik festival in praznujejo v tem festivalu in Aha. tako naprej, ne. In je v bistvu Aha. poanta tega, ne, da si preveč jemljemo vse na tik-tak, ne, ampak Ja. v bistvu premalo na dogodke in trenutke, a ne. Saj so ti kulturni dogodki, ki sledijo en za drugim, a ne, ampak je vse vezano pri nas na čas, a ne. Veš, In več bi se mogli prepustiti, ne. mene je najbolj smešno to, ko vedno, naprimer, ko me kdo vpraša, koliko je ura, naprimer, pa jaz nimam, pa jaz bleknem, vedno jo uganem. Mene že prav strah postaja, ker vedno jo uganem, ker ravno zaradi tega, ker ne nosim ure, pa tudi ne gledam skozi na telefon, nekako zanimivo, ne, veliko, po moje, to bi zelo prispevali k temu, no, da bi nekako imeli uro v glavi, če bi se temu lahko tako rekli. Nekako Saj jaz mislim, da imamo, ne. zanimivo, res, kako pol občutki pridejo nazaj, a ne, ker ko se na nekaj nehaš orientirati, vsi čuti veliko bolj delajo, no, so bolj izostreni. Saj kako pa te, ko si glih razstave omenila, ne, kako pa to poteka? Ne vem, kako pride zraven, recimo na razstavo, kako se lahko naredimo pavzo. Ja, Naredimo pavzo. Prosim. Ja, naredimo pavzo, pa bomo bolj s tem nadaljevali. Naredila smo pavzo zato, da se malo za WC pa to, ker verjamem, da že včasih malo dolgi pogovor, se v bistvu midva smo zdaj že 1:40 tule kaže, ampak bomo dali še tole vprašanje čez. Ko smo No, dajmo. rekla, ja, to, kar se razstav tiče. aha, Kako si ti to doživljala, no? Kako prideš recimo do tega, da lahko imaš razstavo, ne? Pa kako si prišla recimo do te ideje, da bi pa v bistvu razstavo speljala, ne? aha. V bistvu to je bilo sam iz moje neke take, moram reči, jaz sem bila v življenju kar taka, ne, mogla sem iti do konca s stvarmi. To je bilo že skozi, že od nekdaj, ne pomnim. Vedno, tudi v šoli nekako, prvo sem ga nekaj bluzila tam po srednji šoli, pol sem vedela, nekaj moram narediti in sem naredila. Pol sem si želela enega faksa, sem spet naredila, ne. Pa spet želela nekih tečajev, sem naredila. Vedno sem šla s stvarmi do konca. In se mi je strašno lepo obrestovalo, no, moram reči, da so bili uspehi, ko sem jih bila zelo vesela, pa tudi nekako sem pol jih živela, a ne, te uspehe. In sem tudi pol pri lučeh, pa moram reči, da so bila dolgo leta sanjarjena, ker je bila to pač vzporedna pot, a ne. Ni mi prinašalo zaslužka, zato pač nisem tole zdaj imela te originalnosti, ali kako bi temu rekla. Kako sem hotela zdaj sploh povedati? Do razstave. Ja, v bistvu se pa pol nekako, sama sem tudi nekako to spremljala, ne, kje so kakšne razstave,
nekako sem želela bolj na tak sofisticiran način ljudem to predstaviti, se pravi ne kot želela itak, imela sem ideje nenormalne, mislim, celo mogoče take, ko sploh nikoli ne bi bile izvedljive, ne vem, neke razstave po nekih, ne vem, temačnih hodnikih, jaz sem imela to čist neke druge, dejansko, kar si jaz želim ustvarjati, je ti še vedno globoko v meni, pa to nekako še krtli, ne vem, a bo to sploh se kdaj rodil ven, ali bo dejansko v meni ostalo, ampak ta ogenj sej, če ga tu pa tam mal devaš ven, tudi nekako ne more glih mim paditi, ne. Recimo ne more pač glih tak, recimo ne moreš mimo sekati, no, po domače. V glavnem, jaz sem pa nekako, se mi je zdelo fajn, da je to nekako, da je to pač neka, da to nekdo predstavi v tem stilu, a ne, da so to pač, da je treba spoštovati naravo, bla, 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 v nekem pač v stilu spoštovanja do narave, pa glede tega se mi je fajn zdelo, da se nekako to poveže, da se jaz tu zraven nekako bolj vidim, in sem začela pač malo brskati, no, in sem našla pol razstavo Charlesa v Ljubljani in tudi, ko sem prvič bila, je bilo vrhunsko, res, ta organizator, doktor Franc Pohleven, ga moram omeniti, pač nimam besed, no, strašno lepo, vse, v glavnem, strašno veliko povedanega o lesu, o pomembnosti, a ne, o zavedanju, o ozaveščanju, koliko imamo mi gozdov, pa o izkoriščanju, a ne, njenem. Skratka, to se mi je zdelo bolj pomembno kot to, da jaz pač kar enostavno luči naredim, jih prodam, jih dam od sebe, a ne, zaradi tega, ne. Zaradi tega mi jih tudi toliko ostaja, tudi, ker se mogoče niti psihološko nekako ne morem, pač nočem ločiti od njih, no. Nekako v tem stilu, no, in potem, ja, je bilo to super, no, za mene je bilo to res lepo doživetje, no. Pa tudi zelo lep sprejem so nam naredili, v glavnem, zdaj bo, če se ne motim, 18. razstava, mislim, da. V glavnem, Charlesa. Pa v bistvu si imela prav že od začetka željo, da bi v bistvu tudi razstave bile, da bi bila prisotna na teh razstavah pa tako naprej, ali se je v bistvu to pol sporedno to zgodilo, pač, ker si pač je bila v bistvu že neka velika količina teh luči na voljo, pa si potem razmišljala, kako bi jih to predstavila, oziroma kako je ta ideja prišla, no? Ta razstava Charlesa je v bistvu namenjena temu, da se predstavijo pač vsi ti izdelovalci teh lesenih, kako bi rekla, skulptur, lesenih, pač da predstavljajo svoje izdelke, ne. In to je več izdelkov, a ne, to niso samo svetila. Jaz sem pač tam noter, seveda sem se jaz zgubila, ne, moje luči so seveda tam postale majhne, kako bi rekla, a ne. Jaz sem vedno želela svojo razstavo, nikoli nisem šla za to idejo tako daleč, pa vem, da bi prišla do nje, ampak jaz bi se rekla, da sem pač presmotana sem, kaj ne rečem. Glede tega sem res, ker vem, da bi lahko, imela sem zelo lepe ideje, ampak nekako se pravim, da ne bi preveč žrtev bilo okrog, pa moj job, pa Primož, pa tista hiška, pa seveda so tu starši še, pa hči moja, to je vse en sklop, a veš, ko pač eni se temu predajo in lej kapo dol. Nikoli nisem šla tako daleč, ampak ideje pa vedno ostanejo nekje v tebi, nekje, to tako žari, da to človek res težko piše, no. Koliko je to včasih vstaneš zjutraj, se ti kar nekaj nariše in to je 2-krat, 3-krat na leto, to sploh ni vsak dan. Glih to je najbolj ironično, ker zakaj potem tega ne zagrabiš, če to 3-krat na leto? Ampak toliko stvari, pa toliko dogodkov mimo tega potem gre, a ne, da na koncu. Zdaj mi je ta misel padla, z Rokom, ko sem se pogovarjal, ko ima fitness, a ne, pa je športni trener pa tako naprej, a ne. In smo se pogovarjali o tem, a ne, kaj dejansko loči nekoga, ki je profesionalni športnik, ne, ali pa recimo nekdo, ki je vrhunski športnik, a ne, in prehrana recimo je bila to povezava, a ne. In koliko je dejansko okolje pomembno, a ne, da dejansko se potem prilagodi neki ideji, a ne, da dejansko poskušaš prilagoditi neko okolje, a ne, da dejansko pol ta ideja res lahko zaživi, a ne. Zdaj, če je recimo ideja nekaj res unikatnega ali pa dobrega, a ne,
koliko je v bistvu okolje nasplošno vpliva na to, da dejansko sploh ti lahko razvijaš vse to, ne? Je. Ne. Ja. Jaz bom rekla, mene vsi spodbujajo. To od prvega do zadnjega, ampak bolj je res kot tisto okolje, ne, midva v tisti hiški, kar smo tako ene mehurčke, se mi zdi, a ne. Tista hiška ni tudi ne v nekem naselju, je to tako preko ena vas, recimo ena vasica, tam ena cerkvica na hribčku, zelo tak epik, bi rekla, ne. Tak fajna podlaga za ustvarjanje, a ne. Sploh kar se tiče tistega lepega okolja, okoliša, a ne. Prijatelji pa sploh, a ne, ker so v bistvu, jaz bi rekla prijatelji glasbe, a ne, ker smo v bistvu bolj kot ne, nas združuje glasba, ti prijatelji, ko smo, hodimo skupna, ne vem, na kakšne koncerte in poslušamo pač muziko skozi, pač cel dan, pri nama ima pač vsaka soba zvočnik in dejansko vsaka soba govori, žari, pleše in dejansko vse noter živi, tudi stvari se prestavljajo, mi pač, ne vem, določene stvari, ko se jih lahko prestavlja, se bojo prestavljale, a ne. Ne kot miza je miza, okej, a ne. Že zaradi pač velikosti sobe ne more biti res ne vem kje, a ne, drugje, ampak pač govorimo o stvareh, ne vem, kaj se vem, zdajle na pamet sploh ne vem, ampak pač ne vem, eno omarca, pač tamle bolj paše, zdajle bi pa tu imela to in dama tam zraven neko luč in spet dejansko je vse nek, kako bi rekla, nek oder, tako nek oder. Mogoče bi rekla še bolj ena taka scena, a ne, povezana nekako z glasbo, nekako z enimi zvoki, se pravi, čim več čutov, a ne. Razumem. Se ne bom preveč zapletla. Pač Ja, ne, saj v bistvu vse, ker je v bistvu na koncu je ta povezanost ful pomembna, ne, da dejansko lahko to živi, ne. Kaka bi bilo tvoja idealna ideja o razstavi, recimo? Kako si ti recimo predstavljaš? To me ne spraševati, zakaj si me zdaj to to ne vem, imam občutek, da smo se že enkrat pogovarjala malo o tem. Ali kaj, ne? A sem mislila, si malo za nalaž vprašal. No, pač to je tako bolj, to je res bolj, jaz sem si želela res imeti bolj, mene so nekako luči so me zanimale tudi v tem stilu bolj raztrgano, ne dokončano, ali pa bi rekla šlampasto, sploh ne, je pa zelo tanka linija, vem, med šlampastim pa med, kako bi rekla, razcotano, razcapano, zašito, se pravi, kar je že na pol uničeno, da mu daš ponovno vrednost tem, da ga zašiješ, se pravi, funkcionalno je, ampak se vidi, da ima brazdo, da je boleče, da je nekje bilo ranjeno, da je tu prišel vmes čas, da ga je pač, nekaj ga je uničilo, nekaj ga je, se pravi, tako človek, a ne, ko tudi recimo z leti je nasmeh drugačen, na primer, no, ne vem, tako pravijo, jaz tudi mislim, da pač pridejo, ne vem, grenke stvari, na primer pa nekako pač nisi več tak naivn, bi lahko rekla, pa malo drugače gledaš na stvari, a ne, pa pač misliš si stvari nekako grejo h koncu, ali pa smo konec vrhunca, nekaj v tem stilu, v glavnem, tudi pri lučeh sem imela eno zelo tako željo, zelo veliko strast, pa še zdaj jo imam, no, da bi res šlo v tem stilu tudi pol razstava, to nekako sem si vedno predstavljala eni temnici, ker zelo rada uporabljam to žico, te mreže kovinske, ta neka bolečina se mi zdi, da se skriva za tem, no, sploh recimo, kar spominja na neke rešetke, hkrati pa to raztrganost, se pravi, nekaj hoče priti ven iz rešetk, ne vem, neka svetloba hoče pogledati ven v tem metaforičnem smislu, na primer, pač hoteti za nekaj, kar je živega, a ne, priti ven po nekaj, se pravi, si ukleščen ali karkoli, v tem smislu sem hotela jaz nekako ponazoriti te naravne svoje izdelke, ne, da pač živijo, zakaj bi nas uničil, a ne, dajmo, še živimo, to lahko še jaz pokažem, to še jaz lahko dam, a ne. Se pravi, lahko grejo do neke nore skrajnosti te stvari, a ne. Pač pridejo ven in zasijejo, včasih jih gledaš lahko 5 let, pa si ti v 6. leto
boš doživel eno tako katarzo. Jaz pač na tak način povem, no, drugače ne znam, ne, ampak tako pravijo, treba je gledati z srcem, ne z očmi, ampak v nekem tem stilu. No, v glavnem ja, da ne bom se zajadrala, hotela sem reči, da bi pač iz razstav smela marsikaj v mislih, pač najbolj neke take bolj absurdne stvari, ne, ker je tudi v naravi taka, ne, ko pride enkrat do uničenja, pač do tistega samega vrhunca, ko pa gre stvar še proti koncu, ni nič več, ko zgolj ali pepel, ne, ali pač zemlja, se pač nekako zaravna se nazaj. V glavnem, v tem stilu, ja, sem hotela pokazati isto bolečino, ne, teh izdelkov, v neki temnici, bolj zatemnjeno, tisto, kar je pač more biti osvetljenega, ne bo, ampak dejansko bolj tisti hudi kontrasti, pač, da bi človek še bolj dojemal to, ta paradoksno narave, ali kakorkoli. Jaz mislim, da je čisto vse en tak velik razvoj, ne, dogodkov, se pravi. Ja. In tudi ta dogodek danes, ko smo ga imeli s tem pogovorom, ne, moram povedati, da jaz te zelo cenim kot zelo dobro umetnico, ki vidiš stvari, ki jih veliko ljudi ne vidi, ne. Ali pa mogoče ne razume, ampak mogoče bi si želeli razumeti, pa ne vidijo recimo to skozi oči nekega umetnika, ne. In jaz bi si ti ful zahvalil za vse to, kar počneš. Za energijo, ki jo vlagaš noter v to, kar počneš, zdaj, ker ogromno ljudi vidi to kot res nekaj posebnega. Ne? Jaz tako vidim. Ja, hvala ti, no, res hvala, ne. Sicer se pa tako po mojih rokah se najbolj vidi, ker pač nikoli verjetno ne bom mogla imeti lepih nohtov, ker pač nikoli tega ne bom mogla imeti, pa sem si zelo želela. Na obdobja sem si zelo želela, ampak zdaj vidim, da je prepozno za vse skupaj, da pač stvari vse grejo v to smer in pač se bom tem tudi prepustila, kapa, ne. Tako da hvala tudi tepno, ko si me danes povabil, čeprav ne nekako, ko bi mogoče jaz si želela urejeno, ampak jaz mislim, da si ostali vidimo drugače. Hvala. Tako da res hvala ti za tvoj čas pa energijo. Okay.